Dober večer vam voščim. Kako reagirati, če je vaš otrok ves čas utrujen ali pa če imate nenehno mrzle noge? O tem in podobnih zgodbah se bova nocoj pogovarjala z mojim gostom, to je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. In skušala bova odgovoriti tudi na vsa ta vprašanja, takšne težave, s katerimi se pogosto soočamo. Dobrodošli, dr. Krstič. Dober dan, dober dan. In seveda, če imate za dr. Krstiča kakršnokoli vprašanje, vabljeni, da se odzovete tako, da pokličete v studio na telefonsko številko, ki se bo izpisala na vašem ekranu in sodelujete, povprašate, morda rešimo tudi kakšen vaš izziv. Dr. Krstič, kako se pa vi spopadate s tem, da imate dovolj energije tudi za takšne večerne oddaje po celodnevnem delovniku? Ja, to, kar pripovedujem, to, kar razlagam, se trudim, da bi tudi tako živel. To se pravi, da poskrbim za to, da se redno in trajno primerno energiziram, da se poslužujem teh možnosti, o katerih smo že večkrat govorili. To se pravi, da si uredim to, da s prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo učinkovino Q10 z vitaminom B2, to je znani, najmočnejši energent, kar jih poznamo. In v človeškem telesu ga od druge polovice srednjih let, pa potem kasneje v tretjem življenjskem obdobju primanjkuje in z jemanjem tega prehranskega dopolnila, to je naš biokinon Q10 z vitaminom B2, se te stvari dajo uspešno krmiliti. In tudi priti recimo v oddajo z ustrezno energijo. Zato sem vas vprašala, ker bo večina najinih zgodb oziroma dobrih praks nocoj temeljila na tem. Ja. Najprej bova predstavila biokinon. Že večkrat ste poudarili v naših oddajah, katere so njegove najpomembnejše učinkovine, pa vendarle na kratko, preden se lotiva konkretnejših primerov. Kaj so tiste njegove učinkovine, zaradi katerih bi se morali bolj zavedati njegovega pomena? Biokinon Q10 z vitaminom B2 je v bistvu monopreparat. To se pravi, učinkovina je pač bolj kot ne samostojna, je pa izrazito povezana na tvorbo energije v človeškem telesu. Ta učinkovina v telesu sprošča 90 oziroma 95% vse energije. To se pa zdaj vidi, koliko je ta učinkovina pomembna, ta Q10 z vitaminom B2. In seveda, ko je temu tako, potem brez težav tudi naprej izvajamo, da je to življenjsko pomembna snov. To je recimo tako, kot si predstavljamo zrak pa kisik, brez kisika ni življenja, enako velja tudi tukaj. Brez Q10 ni življenja. To je življenjsko pomembna snov. In kar je kisik recimo za naše dihanje, za naša pljuča, to je pač biokinon oziroma Q10 v biokinonu za našo presnovo. Potem tudi še recimo kratka obnovitev teh informacij. Mi biokinon seveda tvorimo svoj biokinon, ker drugače ne bi mogli živeti. Že recimo, ko se semenčica pa jajčica združita, pa ko se zarodek razvija v maternici, že tu v zarodku ima svoj Q10, si tvori in tako naprej. In se stvar lepo razvija. In se razvija, tega je čedalje več. Tako da, ampak v življenjskem loku pa recimo tam nekje po letu 30, 32, 35, 33, kakorkoli različno, pride do enega take platoja, rečemo, ko ta energija ne raste več in tudi Q10 ne raste več, ki ga mi tvorimo, potem pa začne upadati. In to je pa potem pač življenjsko obdobje, ki ga poznamo. Pridejo recimo 40 leta, 50, to je Abraham pri moških, takrat je že tvorba
tega Q10 skoraj za tretjino manjša kot recimo takrat, ko je bila največja, recimo sem rekel prej 30 leta, 40 in tako naprej. A ne. Pri ženski je to menopauza, ne rečemo, a ne, se pravi Abraham, a ne, pa menopauza, a ne. Tu se pa zdaj stvar prevesi, ne. No in tu lahko si pomagamo, a ne, da sicer starosti ne moremo preprečiti, ampak lahko pa živimo s pozitivno energijsko bilanco, ne. To pa tudi pomeni kvaliteto življenja. Zdaj tukaj od spočetja preko rojstva pa do teh najstniških let, otroških pa najstniških let, a ne, so pa tudi zgodbe, ki so spet vezane, a ne, lahko na biokinon Q10. Ne. In eno tako bi omenili, vi ste tudi zdaj uvodoma predstavlja gledalkam in gledalcem, a ne, da recimo otrok je lahko nenavadno utrujen, da kaže recimo kratkotrajne utrujenosti, ne. Pa to nekako jemljemo, pa zakaj je tako on siten, pa kaj mu je, mislim, pa zakaj si, ne, mislim, tako da se otrok že nekako naleze tega, da je on pač tak, da je on čuden in tako naprej, ne. In recimo družina, mlada družina, recimo ena mlajša, ne vem, pa recimo so različne kombinacije starosti 11, 5, 3, a ne, pač leta in tako naprej. Ampak to recimo, ko nekdo ima eno posebno prirojeno srčno to težavo, a ne, v zaklopkah v srcu, a ne, ko je recimo čisto rahlo, ko je recimo motena ta manjša srčna zaklopka, a ne, ki mimogrede, a ne, to se bo dalo lepo razumeti, ki skrbi za to, da kri vedno teče v isti smeri, ne. Se pravi, zaklopka se odpre, spusti kri in se zapre. Zapre se zato, da se kri ne more vračati in da gre naprej v isti smeri. In se stisne in to požene. In ko ta zaklopka tesni, a ne, takole približno, se mogoče bo režija približala kamero, ko recimo tako tesni, je v redu, ne. Se pravi, se odpre, zapre, zapre, se dela lab, dab, lab, dab, ne. In ko ta zaklopka tesni, je to lepo in v redu. Ampak lahko se zgodi zaradi te prirojene srčne hibe, kot sem rekel, mislim, pred nekaj stavki, da ta zaklopka ne tesni čisto, ne. Da je recimo namesto, da bi bila vodoravna, da je malo izbočena, a ne, in da, ko se zapre, da ne tesni, da je tle še nekaj prostora. In se kri vrača. Kri se vrača. Ampak smo rekli prej, ta zaklopka skrbi za to, da gre kri samo v eni smeri. In se kri vrača in se meša. In se meša tista kri, ki ne bi bila samo s kisikom, a ne, z ono, ki ima premalo kisika, a ne, a veste. In pol pa to pomeni, da avtomatično, a ne, potuje naprej kri z majčkeno manj kisika. Ampak to je točno tisto, kar se potem čuti, a ne. Nekaj časa gre, potem pa se nabere ta primanjkljaj in otrok je zmatran. Pa nič kriv, ne. Otrok je zmatran in počepne. Pa kaj si spet počepnil, pa kva ti je pa 5, poglej, kaj vsi hodijo, pa zakaj pa ti počepneš? Ne morem, dajte počakati. Mislim, ta malo reče, ne, a veste, ne. Čisto, on to iskreno, ker to doživlja, ne. Pol pa se recimo začne razmišljati o takem tam malem. Jo, koliko je naš tam mal, mislim, kar len je, ne, pa kar nekaj si izmišljuje, kar nekaj mu pride in tako naprej. V resnici je pa to, ta težava. Zdaj se pa to, a veste, kar malo stopnjuje lahko in se, a ne, ta težava se stopnjuje. Teh otrok ni veliko, ampak so. In težave so kar, ne, potem recimo, a si predstavljate, recimo, otrok je kar, mislim, razvit, mišice ima vse, ampak samo te težave, ne. In zdaj, polk je pa treba tekmovati, ne, se pa to pokaže. To se pokaže. Ta majčkena, recimo, razlika, ne, namesto 100% kisika, če pride recimo 99,5, on to
na tak način doživlja. In zdaj, ko on tekmuje, ne, mislim, a veste, to so heci, recimo, ne, pride domov, mislim, tak sinko, ne, ja, soseda me je prehitela, ki smo vsi tekli v razredu, ne, punca ga je prehitela in to je žalitev, ne, sej, mislim, razumete, ne, to je pač okej, ne, to je čist ena taka normalna reakcija, tle nič ne ustvarjamo nobene razlike po spolu, ampak ponavadi je tako, da so fantje hitrejši od punc, tudi v športu je tako, imamo šport ločen za moške pa za ženske in tle je čist normalna zadeva, taka reakcija, da je ta fant užaljen, a ne, pa že prej bil pa tak čuden, pa malelen, se reče malelen, a ne, zdaj pa ga še punca prehiti, a ne, in to je pa, to pa zdaj tudi, mislim, tisti problem zanj, a ne, pa tudi potem za mamico, pa za starše tudi, a ne, ker to njega črvič, to je njemu neprijetno, zoprn, tu ga tudi zdaj začnejo gledati, a ne, tega pa še punce prehitijo in tako naprej. No in seveda, zdaj imamo zdravstvo, imamo pediatrijo, zelo lepo urejeno, to se dajmo pohvaliti, ne, tradicionalno, to, ne, od začetka pa, ne. In potem, zdaj recimo pri tej prirojeni srčni hibi, ne, pri tej prirojeni napaki, ne, te manjše zaklopke, ne, je zadrega v tem, ne, ker ko srce poslušaš, ne slišiš. Ne. Ko fanta gledaš, fant je čist normalen, razvit, ne, vse je, mišice ima, vse to, vse se umešča v tiste standarde, ne, samo on pa ima to težavo. In starši pravijo, pol je kar naprej tak, mislim, vedno mu pride, ne, da je utrujen, da more počakati, potem pa spet nekaj časa, pol pa spet in tako naprej. Ja, on je tak, mogoče malo psihološko, pa tako, in to se ponavlja, ne, pol pa, recimo, se odločijo, pa grejo grejo naprej v specialistično ambulanto, pa spet nič se težko, pravzaprav, težko se odkrije, ne, ker je vse v redu, kri je v redu, mislim, bolj kot ne tudi recimo zdravstveno, je kar primerljiv z drugimi, samo evo, je utrujen, je čuden, je len, kar nekaj po svoje se obnaša, dokler ne pride do otroškega kardiologa. Ko pride pa k otroškemu kardiologu, ta pa to ugotovi, ne, in je eno tako olajšanje nastopi, ne, ker se je postavila diagnoza, se pravi izbočenje te manjše zaklopke v srcu. In pol so starši to zvedeli, ne, ampak vse veste, mislim, pomagajte mi, kaj so starši potem vprašali, ne. Kako se da to učinkovito rešiti? Kako to rešiti, ne? Se ne da, zdravila pa ni. A vidite, zdravila pa ni. In jaz sem tudi mislil, da zdravila ni. Čist slučajno, ne, sem poznal tak primer, In čist slučajno sem študiral biokinon. In čisto slučajno sem našel japonsko študijo, ki je z učinkovino v biokinonu to težavo začela zdraviti. Uspešno zdraviti. Ne? To je recimo motnja, ker recimo ta zaklopka, ko se rahlo izboči, ne, to je spet mišična motnja v srcu. Ugotovljeno je, da je to mišična motnja v srcu. Ne? Prej smo rekli, več kot 10 mišica bolje deluje. In če ti daš za spoznanje več kot 10, potem tudi to mišično motnjo lahko urediš. In so zračunali, Japonci so zračunali v tej študiji, 0,34 mg učinkovine iz biokinona na kilogram telesne teže. Zdaj pa, če ima fant recimo 30 kg, koliko, recimo, ne vem, vse so kar veliki, lahko ima tudi 40 kg, recimo 11-letnik, in tako naprej, ne. In to sem lepo preračunal in terapija se je začela in je prijela. In zdaj recimo polagam slovenski javnosti to informacijo, dajem to na znanje. Ne? Ker je to zdaj recimo izkazalo se je, da je treba to povedati zdaj tako. In sem povedal, ne? Se pravi,
če tak primer stari starši vidijo, recimo pri vnuki, če starši recimo imajo otroka, ki se mu to dogaja, ne, in tako naprej, to so sicer redki primeri, ampak dogajajo pa se. Če so recimo, Vsak utrujen otrok še nima te težave, ne? Kako? Vsak ne, utrujen otrok. ampak ko se recimo to ponavlja in ko se to ne da rešiti, ne? In zlasti recimo, ko pride pri telesni vzgoji, ko pride do problemov, ko se vidi, ne, da on polzi dol, ne, v tem fizičnem tekmovanju, ne, potem se pa to recimo je treba pomisliti tudi na to težavo. Zdaj, če so Japonci naredili študijo, potem veste, da je to kar ena številka, ki sploh ni zanemarljiva, ne? Če so študijo naredili za to, ne? Študijo so naredili za to in ugotovili, da se da z učinkovino iz biokinona pomagati, ne? In to zadevo rešiti, ne? In zdaj seveda kaj, a ne? Okej, ne, ni problema, ne? Mi recimo rečemo, ko postaješ utrujen, tam v drugi polovici srednjih let, ne, začni jemati biokinon. Svetujemo to. Zakaj? Ker ti ga primanjkuje. Ne? Ker ti ga primanjkuje. Ampak v tem primeru, pri tem, recimo, tam mladem najstniku, ja, to bomo pa rekli, zdaj pa bo skozi jemal, ne? Bo skozi jemal, to je prehransko dopolnilo. Prehrana se mu samo dopolni, da bo jemal pač malo več, pač Q10, a ne, z vitaminom B2. In, ne, si predstavljate potem, ne, jaz sem to mal, seveda sem se zanimal, kako je potem šlo in tako naprej, jaz seveda, ne, fant je se je razvil, a ne, mislim, no in pol krona tega, ne, da je on prišel k sebi, ne, je bilo pa to, da ko so bili v šoli v naravi, ste mi predodajo povedala, kako se temu reče, šola v naravi, jaz sem pozabil ta izraz, ne, ja, je bil pa prvi na smučanju na Pohorju, ne, halo, ampak seveda na biokinonu, okej, ne, ampak on je zdajle pa imel tole, zaklopka mu je tesnila, ne, kri se ni mešala, 100% kisika je prišlo, a ne, tam, ki mora priti v mišice, a ne, in on je bil na enaki ravni kot vsi vrstniki, ne, in pol z eno voljo, z zagonom, ker je on to doživel, zgleda, da ga je potem še pognalo, a ne, pred ostale in je zmagal na smučanju na Pohorju, v šoli, v naravi. Ne? Tako da, to je ta zgodba, ki se mi zdi, no, da je povedna. Jo je pomembno deliti tako, ja. In da če starši opažajo te težave, da tudi vedo, na koga in kam se obrniti. Dobro, zdaj evo, šli smo v javnost, zdajle malo večjo kot sicer, ne? Ampak vse je treba, če imaš te rezultate, pa če je stvar popolnoma jasna, nedvoumna, veste, študijo imamo, na osnovi študija govorim, na osnovi študije, ne, in to je to. Tako da, evo, to je zdaj, malo nenavadno je, ker ni klasično, ne, ker recimo gre za naše, ta najmlajša pravzaprav, ne, tudi ta najmlajše, ne. Ki jih sicer redko omenjava v teh oddajah. Ja, bolj redko, ampak tudi oni so naši, ne. No in zdaj se bova selila k mrzlim nogam. Aha, ne vem, koliko mladostnikov ima to težavo, zagotovo pa vem, da se kar pogosto srečujemo potem v odrasli dobi s tem. Res je. Ja, kako temu že rečemo, motnje cirkulacije oziroma mikrocirkulacije. Motnje mikrocirkulacije. Mikro pomeni torej prekrvavitev v zelo takih drobnih, pa tistih najmanjših žilah, se pravi v arteriolah in v kapilarah. Lasnice, po slovensko so kapilare, lasnice. Ne. Torej, ko ljudje, a ne, v drugi polovici srednjih let, a ne, tu se ta stvar malo bolj začne, samo tu in tam, ampak bolj ko grejo leta, je čedalje več mrzlih nog, ne, čedalje več mrzlih nog. Bolj pri ženskah kot pri moških, ampak je pač prisotno, ne. In zdaj, kako si to razlagati, ne, veste, to so heci, ne, mal recimo tako humoristično, a ne, zdajle tako lagodno prikazujem, ampak zadeva je pa kar taka, mislim,
ni prijetna, no, ni prijetna, veste, ker recimo začnejo noge zebst, pa si misliš, ok, tudi po noči, mislim po noči recimo najrej zebe, po noči se to, tudi, ker mislim, ne, te skozi zebe, ne, in obuješ nogavice, pa ne pomaga, ne, pa recimo pol še volnene nogavice, pa spet ne pomaga, pa pokrivalo, ne, pa spet, ne, tudi tisto zimsko, ne, spet ne pomaga. Kaj je zdaj to, ne? Nadloga je to zelo izrazita, ne. In zdaj tu se pa vidi recimo, ne, da mi recimo tako v enem takem poljudnem razmišljanju, ne, si mislimo, ja, volnene nogavice grejejo, ne. To ni res. Volnena nogavica ne greje, veste. Grejemo se mi sami. Ne? Volnena nogavica je samo izolator, da nam naša toplota malo manj uhaja in potem, ker je več ostane, se to potem nekako veže na nogavico. Se drugače, volnena nogavica res nima nobenih zmogljivosti, da bi nas grela, ker ni grelni aparat, ampak je samo za izolacijo. Odkot pa recimo to pride? Ja, pride pa iz nas samih. Ne? Mi imamo centralno kurjavo v svojem telesu, in ta toplota se pa širi s krvjo. S krvjo se širi. Ne? In zdaj, če pride dovolj krvi, ne? Če pride dovolj krvi, so prsti topli, so recimo tudi stopala topla in nas ne zebe. Ne? Zdaj pa, to, kar zdaj že obvladamo, ne? Bomo povedali, ne? Ko recimo tvorimo manj tega Q10, ne, ki je učinkovina, ne, za energijo. Srce dobi manj Q10, ima manj energije, slabše potiska kri. Zdaj smo pa pri odgovoru, zakaj nas zebe v noge pa v roke. Pride v naše noge, a ne, v te tamale žile, ki imamo na okončinah, pride manj krvi. Ne, prekrvljenost je slabša. In s to krvjo, sem pa rekel prej, iz centralnega dela telesa prihaja tudi toplota. In ker je manj krvi, je manj tudi toplote. In ker je manj toplote, temperatura seveda tukaj pade, temperatura pade, lahko kar za 1 stopinjo lahko pade, ne, ali pa še več. Ne. Potem so pa živčni končiči, so pa, mislim, živec, ne, to je najbolj občutljivo tkivo v človeškem telesu. Vse razumljivo, ne. Mislim, živec je zato, da čuti, a ne. Recimo, čuti vsak dotik, ne. Mislim, karkoli, mislim, delamo vse preko živcev kontrolirano in tako naprej. In seveda je živec tudi zelo občutljiv na temperaturo, ne. Najbolj, ne. In ko ta temperatura pade, nas začne zebst. Ne? In zdaj, veste, če pride premalo krvi, ne, je čisto logično prej, kar sem navajal. Obuješ nogavico, pa te spet zebe. Ja, ker ni nobene toplote, v prstih ni toplote. Ne? Pozameš volnene nogavice, pa kovter daš, pa ne vem, kaj še vse, in te tudi sred poletja te zebe. A si predstavljate, ne? Hec, ne? Sred poletja po noč te zebe. Ne? Ne? No, in zdaj rešitev je pa, evo, spet bomo poklicali tega našega biokinon Q10 z vitaminom B, ta pa začne te zadeve reševati. In zdaj imamo tudi razlago, zakaj. A ne? Z biokinonom sprostimo več energije v telesu, srce je močnejše. Najbrž že kakšen gledalec ali gledalka kliče, imava izpisano tudi telefonsko številko na ekranu, kaj ne? Ja. Odlično, to je dobra povratna informacija, lahko pa nas seveda pokličejo v studio, pa bova odgovorila kar v živo. To bo najboljše, ja. No in to, kar sem hotel recimo končati, ne, se pravi, biokinon pride na pomoč, srce je močnejše, ne,
potisne več krvi in ko pride več krvi, pride tudi več toplote in nas neha zebst. Tako biokinon pomaga. Tako. Učinkovito. Nadaljevala bova po kratkem predahu. Ja. Do takrat pa pričakujeva še gledalko oziroma gledalca, ki vas je zdaj klical na mobitel, da nas pokličete v živo v studio, pa kar takoj razrešimo morda kakšen vaš problem. Kmalu nazaj. Okay. Doktor Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš je še vedno moj gost in če imate zanj kakšno vprašanje, potem predlagamo, da nas pokličete kar v studio na telefonsko številko, izpisano na vaših malih zaslonih. Nadaljevala bova še z eno zgodbo, ki se dotika mnogo katerega najinega gledalca, gledalke. To je mehur, ki pušča. Tako je. Ne govorimo radi o tem, najbrž sklepam, ne vem, Ja. kakšne izkušnje imate vi, sklepam pa tudi, da je visok odstotek ljudi, ki imajo s tem težave, predvsem v poznejšem življenjskem obdobju. Ja, bo držalo. Bo držalo. Je pa to eno tako malo delikatno področje, tako, ne? Bolj zelo posega v človeško intimo, pravzaprav, ne? In strokovno je to enureza, se reče, ne, puščanje mehurja. Za spoznanje malo je večji problem pri ženskah, ampak tudi pri moških. Moški so tudi deležni tega, mislim, zlasti v tretjem življenjskem obdobju. In bolj, ko grejo leta, ta problem postaja večji. Ne, postaja večji. Tukaj pa dejansko kvaliteta življenja trpi. Ker to je tako nehigienično, pa neprijetno, pa tudi vonjave lahko pridejo, recimo, nekje pač v eni družbi ali pa ne vem, karkoli je že, kakšno srečanje, kjerkoli si v enem skupnem prostoru, to lahko pač postane problem. Neprijetno je to. No, zdaj, mislim, kakšna je razlaga, kaj se tu dogaja, in spet smo pri podobni zgodbi, pri mišicah smo spet, pri mišicah, pri mišicah pa pri energiji in pri biokinonu, pri Q10, pri tej učinkovini, pač rekli smo prej, te učinkovine Q10, ki skrbi za energijo, enkrat v drugi polovici srednjih let, pa v tretjem življenjskem obdobju začne premanjkovati in potem mišice niso najprej toliko močne, oslabijo, in potem tudi popuščajo. Smo rekli za srce, srčno popuščanje se pojavi. Tako kot popušča srce, popuščajo vse ostale mišice, recimo te mišice, ki imamo prečno progaste, kot tudi ostale tiste gladke mišice, ki jih imamo posod po notranjih organih in tudi v tem sistemu, ki skrbi za odvajanje vode. To se pravi, iz ledvic gre urin v mehur, tam se nabira in potem iz mehurja pa naprej poseče vodo ven, pri moškem in pri ženski, pri ženski je ta pot malo krajša, ampak gre pač ven. In zdaj tako, recimo ta mišica, ki skrbi za to, je delno pod vplivom naše volje in zato mi lahko zadržujemo vodo. Če nas malo tišči, pa zadržujemo. In potem, ko je prilika, pač gremo in uredimo zadevo, svojo malo potrebo. Zdaj sem pa rekel, mišica, ki skrbi za to. In se imenuje čisto po domače, bom povedal, mišica zapiralka mehurja. Mišica zapiralka mehurja. To se pravi, ledvica delajo, filtrirajo, gre urin, tisto pač, kar mora iti, iz ledvic v mehur in se nam voda tam nabira en določen čas. Ko se
do ene primerne količine napolni, dobimo mi signale, da nas tišči, gremo na stranišče, otočimo in tako naprej. In je to vse lepo obvladovano, ker je mišica dovolj močna. Zdaj pa pridejo leta, sem rekel prej, manj energije, manj Q10, mišice oslabijo in ta mišica več ne tesni dovolj. Ne tesni dovolj, ni dovolj močna, oslabela je. Ne? Oziroma zdaj so take čist začetne stopnje, ko za silo še deluje, ne? Za silo še deluje, ampak pri enem pritisku pa popusti. A ne? In zdaj, to so pa recimo take življenjske trenutki, ki so lahko, a veste, družba, ne? Pa nekdo pove en vic, pa se začnemo smejati. Že to, ko se smejemo, se napenamo, ne? Že to je lahko, mislim, prevelika obremenitev za oslabljeno mišico, recimo pri, si bom zmislil, 65, 70, 75, 80 letih, mogoče tudi prej včasih, ne, izjemoma tudi prej. In potem, potem pridejo kapljice ven, pač pravimo, mehur pušča, ne. To je to. Ampak evo, zdaj se pa moramo zadržati, ne. Mišica je oslabela. Mišica je oslabela, premalo je te učinkovine Q10, ki skrbi za energijo in tako naprej. In zdajle, ne, vsi, ki nas gledajo pa poslušajo, vedo, ne, kakšna je pomoč. Pomoč je spet ta, da si lahko pomagamo z biokinonom Q10 z vitaminom B2. Ne? Ker smo rekli, a ne. Malo vam bo ponagajal, najbrž je oživel. Oživel je, ne. O čem, kar je tako ali tako pravkar o tem govorimo. To je ta posebna slika, ne, če bo režija pokazala, ne. Imamo, ja, to je to za biokinon posebno stojalo. No in zdaj pa mi nadaljujemo, se ne bomo pustili motiti, ne. Torej, s tem biokinonom, to težavo, pri oslabljeni mišici zapiralke mehurja se lahko uredi. Se lahko uredi. Ne? In takšne izkušnje tudi imamo. V Sloveniji takšne izkušnje imamo. Jaz se spomnim, mislim, prav že iz tistih zgodnjih let, leta 97, 98, 99, še iz prejšnjega tisočletja, ko smo prvič prišli z biokinonom, že takrat se je to prvič pokazalo. Ne? In je bil en hec, ali ste, je bila družba, ne? In pač gospa, ki je to doživela, ne? Sem vam rekel prej, da so to recimo taka intimna področja, a ne? Je naročila možu, naj gre malo tako, da me pokliče in da mi to pove. Ne? In jaz sem to pač takrat zvedel in to je bila velika informacija. To smo takrat prvič zvedli, mislim, koliko je lahko biokinon učinkovit. Ne? In seveda sem si jaz te diskrecije tudi držal. Jaz tega, evo, tudi zdajle imena ne povem in tako naprej, vsa ta leta, pač pazimo na to. Ne? Mi imamo teh informacij kar nekaj in to tudi posredujemo, ne, svetujemo. Ne? Tako da vsem tistim, ne, ki so doslej te svoje težave, ne vedoč za možnost pri biokinonu, ne? Ker tista recimo zadeva, ki potem pride na vrsto pri tem, veste, so plenice, ne? So žal plenice. Ne? In tako pač je, ne? Ampak evo, zdaj je pa možnost tukaj z biokinonom, Q10 z vitaminom B2, se pa te težave zanesljivo dajo urediti. Ne? In zdaj tukaj pa treba pač videti, ne? Lahko da recimo že ta standardni odmerek prime, a ne? Možno je tudi to, da ga je treba povečevati, ne? To je možno, a ne? Mislim, skratka, tukaj je treba paziti na to, ne? Da ne rečemo, ja, sem ga jemala, pa ni prijel. Ne, je treba jemanje individualizirati, je treba prilagoditi, a ne? Ker, veste, recimo vsi ti preparati so narejeni tako na osnovi študij in potem se vzame eno povprečje, a ne, povprečje, ki recimo pomaga, ne vem, 3/4 ljudem, a ne, in potem se gre v proizvodnjo s tem in zdaj pa
če pa je nekdo recimo levo ali pa desno od tega povprečja, je lahko problem. Je lahko plus, da zelo hitro reagira, ali pa minus, da pa rabi več. In se pravi, ni treba vreči puške v koruzo, ampak je treba poskušati. Na vse zadnje se lahko tudi nas pokliče v našo svetovalno dejavnost. Mi se vedno potrudimo, ne. Te informacije, kot rečeno, imamo, mislim, v svojem seznamu, ne, teh svetovanja, ne. Ker kot rečeno, imamo to že zelo zgodaj in se ponavlja, se ponavlja. Imamo tudi primere, ko tudi moški zelo ugodno reagirajo, hitro reagirajo, tudi moški reagirajo, ne. Se mu okrepi pač mišica zapiralka mehurja in tesnija ne pušča, ne, veste. Se strinjate, to je taka intimna, zoprna zadeva, ko se pojavi, je nerodno to, ne. Pa obstaja kakšen statističen ali drug podatek, ki bi nam recimo orisal, koliko ljudi ima pravzaprav s tem težave? Ker če je nerodna, o tem ne govorimo radi, po drugi strani pa mislim, da bi želeli vedeti, da nismo osamljeni v tem. Ja, glejte, vsi tisti primeri, ki imajo plenice, pa verjemite mi, da zdaj imamo kar debele desetine procentov starejših, ne. Tega se veliko poslužujejo ljudje, veliko, ne. Veliko, ne. Ampak zdaj imajo pa tukaj možnost, ne. In zdaj recimo tukaj se da še majčkeno stvar v enem lepem, širšem obsegu narisati, ne. Da se povedati to, ne, da mi smo že enkrat povedali, ne, da biokinon, ko pride, da učinkuje na vseh koncih in krajih v človeškem telesu. Rekli smo, vsa nadstropja v telesu delujejo bolje, ne. In tudi ta mišica zapiralka mehurja, seveda, ona bo tudi, ne. Imamo sicer recimo, tukaj zdaj govorimo o tem problemu, ampak ko bomo zaradi te mišice zapiralke pač mehurja vzeli biokinon in ga redno jemali, ga moramo redno jemati, ne, vse v telesu se, tako rekoč, bom rekel z eno besedo, oplemeniti, a ne, vse oplemeniti, a ne. Srce je močnejše, kri je bolj oksigenirana, prebavila delujejo boljše, a ne, jetra delujejo boljše in tako naprej, vse deluje boljše, tudi imunski sistem se okrepi z več energije. Nam je pa sicer zdajle najbolj bistveno to, da uredimo mišico zapiralko mehurja. Ampak je pa tako, veste, to vse oplemeniti, ne, te recimo kvalitete, ki jih imamo, ne, med seboj ena drugi pomagajo. Srce, ko dobro dela, pomaga tudi mišice zapiralke mehurja. Jetra, ko bolje delajo, je to tudi dobro za mišico zapiralko mehurja in tako naprej. Mislim, skratka, ko se to na vseh koncih nam v plus dogaja, ne, mislim, hoče reči to, da s časoma ta mišica zapiralka mehurja je za spoznanje čedalje bolj in bolj močnejša, ste? Se pravi, ni to samo pač dosežek, ne, da je močna zaradi biokinona, ne, ki direktno učinkuje, to se zgodi, samo je potem postane močnejša, ker dobi boljšo hrano, ker dobi več kisika, ker jedra skrbijo za njo boljše, ne. Tako da naš organizem, ti organi en drugmu pomagajo. Ko je več energije, en drugmu pomaga. Čudovita zadeva. In potem je tudi naše počutje boljše. Tudi naše počutje je precej boljše, ne. Tako da, mislim, lepa zgodba je, no. Lepa zgodba je recimo ponuditi nekomu, ne, veste, ki je zdaj v 3. življenjskem obdobju, pa je že tako z energije malo manj, ne, pa je že malo tako slabe volje in tako dalje, ne. Tukaj pa ima resnično eno možnost, da si kvaliteto res popravi. Bova videla, kakšne možnosti imava za najinega gledalca oziroma gledalko. Ja. Dober večer komu? Dober večer, Jani po telefonu. Dober večer. Gospa, jaz imam multiplo sklerozo in sem 53 let star. Imam pa probleme z vodo. To me ujde.
Ja. In kaj lahko naredimo, bo tole zdaj gledam to arenje, bo tole kaj pomagalo? Ok, smo razumeli vprašanje. Ne? Hvala lepa, lep večer. Hvala lepa. Bomo poskušali nanj odgovoriti. Ja. Ja, gospod ima to diagnozo, a ne, multiplo sklerozo. Za multiplo sklerozo se ve, da ima zelo nizke ravni te učinkovine Q10 oziroma Q10 z vitaminom B2 iz našega artikla biokinona. A ne. Torej, te nizke ravni, a ne, in zdaj, če imate, zdaj smo spet pri enaki zgodbi, pri enakem pojasnjevanju, kot zdajle ves čas ta večer, a ne, ko je tega zelo malo, a ne, ko je tega zelo malo, potem tudi vse mišice dobijo manj energije, srčna in tudi mišica zapiralka mehurja. Smo pa ljudje različni, en je bolj občutljiv tu, drugi tam in zdaj gospod je rekel, da ima težave z vodo. Ja. Mislim, razlaga je tukaj, a ne? Pomanjkanje Q10, mišična moč je opešala in mišica slabo dela. In zdaj logika je spet jasna, ne? Treba je doseči to, a ne, da se poveča raven Q10, ker to je bolezen, ki zelo veliko energije odžira telesu, a ne, in tudi potem požre tudi Q10, ki ga sicer telo ustvari. Ne? In zato je treba zdaj jemati dodatno ta Q10. Ne? Mi imamo preparat, ki je standarden, ki je recimo 30 mg, imamo pa tudi enega, ki ima več miligramov. Ne? Tako da bi vam jaz predlagal, da zdaj pač gospodu predlagam, ne, da se odloči za ta močnejši naš artikel. Ne. In zdaj tukaj, ne, stroka je, jaz sem bil na več svetovnih konferencah, ne, in tukaj v takih primerih se govori o individualizaciji, o prilagajanju jemanja. Ne. Začnemo in potem poskušamo. In ko pridemo na odmerek, ki pomaga, potem to tisto, kar telo rabi in se potem vodi naprej. Tako da, če je potrebna še kakšna dodatna informacija, pa verjetno, da je, gospod, jaz predlagam, da nas pokličete na podjetje v Micmengeš. Številka je bila na zaslonu, evo ravno kar 041 769 544 in vam bom dal še bolj konkretne podrobne informacije, pa tudi pri nas boste lahko direktno ta močnejši biokinon pač naročili po povzetju, ne. Če ga, jaz ne vem, odkot je gospoda, ne, ampak nimajo pa vse lekarne tudi te močnejše oblike biokinona. Ne. Bi pa takole po izkušnjah sklepal, da bo kar ta močnejša oblika potrebna. Ne. Ta močnejša oblika bo potrebna. Nocoj ste nam nanizali že kar nekaj zgodb. Ja. Včasih se slišijo prav neverjetne. Ja. In moje naslednje vprašanje je povezano s tem, namreč zgodba, ki jo bova predstavila, ima naslov Anton 2. Ja. Hočem pa povedati, da si imen ne izmišljujeva, vi jih tako označite zato, da veste, za koga gre. Ja. Hkrati pa želiva povedati, da so to resnične zgodbe iz vaših resničnih izkušenj. Res je. Kako ste pomagali pa gospodu Antonu 2? Res je. Mislim, vse naše zgodbe so resnične. Res. Vse naše zgodbe so resnične. In so direktno povezane z uradnimi zdravstvenimi ustanovami. V eni oddaj prej, a ne, evo, to je zdaj gospod Anton številka 1, ne. Hvala režija. To je gospod številka 1. Njegova zgodba je povezana z kliničnim centrom v Ljubljani. Ne. Klinični center Ljubljana. Ne. In zgodba je evidentirana, registrirana in res bila prva v Sloveniji, da se je to zgodilo, da je recimo nekdo bil odpuščen za umret, ne, potem pa še 10 let in pol
živel kvalitetno. Res je živel kvalitetno, veste. Nisem še, recimo, takrat pri tisti zgodbi povedal, ne, mi smo imeli eno srečanje, 12 let potem, ko je on prestal operacijo. In je on prišel na to srečanje, takrat je bil še živ, a ne, je prišel in je povedal, a ne, da je on zelo tako rad šofer, ne, da je, mislim, da on brez težav vozi in tako naprej, ne. In pri starosti, to je bilo pri njegovi starosti 83 let, ne, ga je nekdo iz publike vprašal, no, koliko pa na mesec pa prevozite? Veste, kaj je rekel? Je rekel 3000 kilometrov. Žena je rekla, ja, prav, tretjino njegove penzije sam za bencin porabimo. No, mislim, to hočem reči, ne, da je on resnično se vrnil v tiste tirnice svojega enega dinamičnega življenja, ampak je bil pred 12 leti podpisan. A vidite, in to je bil Kinon. To je bil Kinon. Tako, to je to. Ne. In zdaj ste omenila, ne, naslednjo zgodbo, zdaj mi smo na začetku rekli, ne, da se bomo pogovarjali o energiji. Ne. Mislim, da smo nanizali kar nekaj zgodb, ki smo videli, ne, koliko energija lahko pripomore. In jaz se res srčno želim, da bi tudi gospod, ki je zaradi svoje diagnoze multiple skleroze, ne, pa z težavo z odvajanjem, ne, si želim, da bi on tudi uspel. Ne. Zdaj samo se pravim, je treba poklicati, pa da se mi dogovorimo in da ta protokol speljemo. Ne. Tako, to je zdaj to. Ampak še recimo to, ker sem hotel to misel končati, smo se recimo nekako opredelili, da bomo govorili o energiji in o gibanju. Ne. In zdaj bova verjetno oddaja končala z tem, da gibanje, a ne, nekako še malo potegnemo, a ne, v ospredje. Zdaj tukaj za gibanje je potrebna energija, to na vsak način drži, a ne. Tudi tukaj je biokinon potreben, ampak mi smo velikokrat že, a ne, načeli temu, a ne, ene bolezni, a ne, ki nam pa gibanje izrazito onemogoča. Izrazito onemogoča. To je osteoartroza, to je obraba hrustanca. In tudi tukaj, a ne, smo povedali, a ne, da to zdaj ne govorimo kar tako javen dan, ampak da govorimo zaradi tega, ker se lahko resnično pomaga. Ne, in pomaga v zadnjih 16-20 letih veliko bolj kot včasih in uspešno. Da ljudje se vrnejo, če tako malo po avtomobilistično rečem, vrnejo se v vozno stanje. Ne. In ena od teh zgodb, ki sem jo tudi na to vižo pripravil, govori točno o tem, ne, o gospodu Antonu, pa smo rekli, da ne bo to naš gospod Anton številka 2, ker naš prvi je bil na biokinonu, zdaj ta gospod Anton številka 2 je pa na zdravilu glukozamin Pharma Nord, na tem zdravilu. Ne. To je zdravilo pri obrabi hrustanca. Uspešno zdravilo. To je edino zdravilo, ne, če se malo ponovim, edino zdravilo, ki popravlja obrabljeni hrustanec. No in kakšna je bila zgodba pri gospodu Antonu, ok, smo rekli številka 2. Ja, tretje življenjsko obdobje, druga polovica 80 let, težave v kolkih, težave v kolenu, ne, in so se stopnjevale, ne. A veste, ljudje pa, smo ljudje, mislim, različna poznanstva so to in ok, se on čist nič kriv, da on pač imel prijatelja oziroma celo sošolca ortopeda, ne. In ta ortoped, ne da bi recimo imel informacije o našem glukozaminu Pharma Nord, pač tako je bilo, a ne.
nikoli ne more biti informacija 100%, pa če se še ne vem, kako trudiš. A ne? Tako je. On ni imel informacije o pač glukozaminu Pharma Nord, a ne? In mu je svetoval 2 operaciji. Je rekel, 2 operaciji bo treba. Na kolenu in na kolku. 2 operaciji. Ne? Ne? V tistem času pa gospod Anton zve za naš pač glukozamin Pharma Nord, a ne? Je tak dinamičen človek, ne? Radoveden, se je pozanimal, klical, prosil, če imamo še kaj, mi smo mu poslali, kar smo imeli tudi, mislim, da smo mu eno našo knjigo poslali, ne, to se spomnite, da smo 6 knjig izdali in tako naprej. In on se je informiral in je videl, ne, in potem je šel spet nazaj k temu svojemu prijatelju, ortopedu, mu pokazal, on je pa rekel, začni jemati. To je meni bilo zelo všeč, veste. Ta recimo ena strokovna, bom rekel, tudi širina pravzaprav, ne? Oziroma dovzetnost za novitete. Ne? To je profil. Tako se to recimo tudi da lepo voditi, ne? In v prid vseh pravzaprav. Ne? No, in on je to začel jemati, ne? Uspešno. Po približno pol leta, ne, si je toliko pomogel, šel spet ponovno na pregled, potem čez 3/4 leta je bilo rečeno že, operacij ne bo treba. In od takrat naprej je naš gospod Anton na glukozaminu Pharma Nord in vsako jutro se sprehaja 3 do 5 kilometrov. To možnost ima, ne. In zdaj je že krepko presegel svoja 90 leta in to je še ena taka zgodba, ne, pri kateri se vidi, ne, da se da v poznih, zrelih letih, kot pravimo, ne, lepo, zmerno, normalno, uspešno in kvalitetno živeti. Ne. Ampak imeti srečo tudi, da se pustiš informirati in da poskusiš in da si potem tega deležen. Ne. In to je tudi najina nocojšnja zadnja zgodba. Hvala lepa vam. Tudi vam hvala. Hvala lepa pa tudi vam, če ste vztrajali v naši družbi. Pridružite se nam znova prihodnjič. Lahko noč.